Ali zastav drugih držav in gibanj ne bo več na pročeljih javnih institucij, jih bomo prepovedali? Prepoved predlaga Resnica, v nasprotnem primeru bi sledile tudi sankcije. Če bi torej ljubljanski župan na pročelje mestne hiše izobesil mavrično zastavo, ali pa denimo, če bi predsednica republike znova izobesila palestinsko zastavo, bi jo inšpektorji lahko denarno kaznovali. Rene, katerih zastav konkretno ne bi smeli več izobesiti, če bodo poslanci tudi potrdili dopolnitve zakona, in kakšne bi bile potem kazni? Na kratko, praktično vse zastave, z izjemo slovenske zastave, zastave Evropske unije, slovenske vojske in podobno. Prepovedano in celo kaznivo bi bilo tako obešanje tujih zastav, pa tudi zastav v znak podpore določenim skupnostim, denimo mavrične zastave. Izjema bi bili protokolarni dogodki in višji obiski iz tujine. Po besedah Zorana Stevanovića je šlo pri tem namreč za izražanje subjektivnega in ideološkega pogleda posameznih politikov in predvidene kazni do 2000 evrov za predstavnike državnih organov in do 5000 evrov za javne zavode. Čeprav je Stevanović zatrdil, da poteza ni bila usklajena s koalicijo, pa iz NSI nasprotno, zakon je bil z nami usklajen in ga podpiramo. No, podporo izražajo tudi v SDS, ob tem pa iz Svobode, da gre za preusmerjanje pozornosti s provokacijami, česar da nikakor ne podpirajo. No, kmalu po novici o vložitvi tega zakona se je začelo špekuliranje o tem, ali gre za odgovor na izobešanje palestinske zastave na pročelju predsedniške palače, potem ko so to isto, se pravi palestinsko zastavo, umaknili z pročelja vladne stavbe. No, pa je to razlog? Poglejmo izjavo. Ne gre za odgovor na noben konkreten problem, ampak izključno kot odgovor na sistemski problem. Mi smo že videli tudi izraelske zastave, palestinske zastave, ukrajinske zastave, ki res nimajo česa početi na pročeljih uradnih institucij. Samo zato gre, da se enkrat nehamo ukvarjati sami sabo, da se nehamo prepirati med sabo, ampak da zagotovimo, da bomo imeli obešene zastave, na katere bi pravzaprav morali biti najbolj ponosni. Politični vrh se bo sicer čez 2 uri izbral na osrednji proslavi ob dnevu državnosti, Rene, in brez zapletov niti tokrat ni šlo. Ja, najprej novica, da bo slovesnost po 5 letih znova potekala na Trgu Republike, tukaj za menoj, in ne na Kongresnem trgu, kjer je bila ta zadnja leta. Kmalu zatem je postalo jasno, da zbranih državnikov in visokih gostov ne bo nagovorila zgolj predsednica republike Nataša Pirc Musar, ampak tudi premier Janez Janša. No, kot zadnja pa pred 2 dnevoma novica, da predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB in predstavnikov društva Tiger Primorska ne bo. Zapletlo se je pri vabilu, no, na koncu pa so uspeli doseči dogovor, tako da se bodo udeležili proslave. Pirc Musar je popoldne v svoji palači sicer sprejela svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, tam je bil tudi notranji minister Matos, pa obrambni minister Hajdinjak, čez slabo uro pa se na slavnostni seji v državnem zboru zberejo tudi poslanci. No, brez dvoma bo osrednja proslava tukaj za menoj eden od vrhuncev obeležitve 35. obletnice slovenske samostojnosti. Več utrinkov o tem pa v naši večerni in seveda jutrišnjih oddajah. Hvala, Rene. Hvala lepa.